Ni več marmelade, niti kruha ni. Samo še tole žemljico sem našla. No ja, jo bom pa pojedla. Au! Kaj pa je zdaj to? Prstan! Čisto pravi prstan je bil v žemljici. Ati, ve kaj sem našla? Je že šel. Ampak gotovo ga nekdo pogreša. Kdo bi to lahko bil? A ste ga vi izgubili? Morda pa ga je izgubil trgovec, ki prodaja žemljice. Gremo v trgovino. Kaj boš kupila? Dobar dan, nič ne bom kupila. Kaj pa kakšno čokolado? Mogoče kakšno liziko? Ali pa bombončke? Ne, hvala, nič ne bom kupila. Kaj pa kakšno igračko? Nič ne bom kupila. Pa kaj se to objavi, da nič ne boš kupila? Vstopila si v najno trgovino in si začela, nič ne bom kupila, nič ne bom kupila. Te pa odidi, ven iz trgovine! Samo nekaj bi vprašala. Pa sprašuj, kje druge. Tu je trgovina in tu se kupuje, ne pa sprašuje. Ne bo ravno tako huda. Prav rada bi kupila nekaj kruha zadnje, veste. Nama ga je zmanjkalo. A tako, kruh bi kupila. Kakšnega pa? Belega ali črnega? Mogoče polnozemnatega? Žemljo ali štruco? Ampak nimam denarja. Nimaš denarja? Kako si drzni stopiti trgovino brez denarja? Kar ven. Samo nekaj bi vprašala. Pa sprašuj, kje druge. Tu je trgovino in tu se kupuje, ne pa sprašuje. Vprašati sem hotela, ali sta vidva izgubila zlat prstan. Kakšen lep prstan? Izvolite. Lep prstan, čisto zlato. Ni vaš, kaj ne? Ne. Ja. Ja, naj, ne? Seveda, ne? Ne, ni, zlagala sem se. pa. Daj mi ga nazaj. Ne. Daj mi ga. Ne. Ni vaj, nista ga izgubila, zlagala sta še. Če pa je tako lep. In tako drago bi ga lahko bi me dala. Kako sta grabežljiva? Mislite, da lahko vse prodata? Seveda, vse se lahko proda. In vse se lahko kupi. Ne. Ja. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Lahko prodamo lonce, lahko prodamo zvonce, sladko čokolado, domačo marmelado. Lahko prodamo kilo, lahko želizno pilo, lahko prodamo sol, tudi morsko sol. Lahko prodamo kliko, gradbeno opeko, lahko prodamo žlico, orihovo kopico. Povejta mi, kdo vam je dal žemljice, ki sta jih prodala pravu Atiju? Pek jih peče, midva pa jih prodamo. No prav, morda pa je Pek izgubil prstan. Grem pogledat. Gospod Pek, kje ste? Tukaj sva, kar naprej. Pravkar sva dala presta v peč. Je pa vroče pri vas. Ja, tukaj pri nas je pa zmeraj vroče. Če želimo, da bo kruh lepo zapečen, moramo dobro zakuriti v peči. Tako se naredi tista hrustljava skorica. Njam, njam. Ojoj, nekaj se nama žge. Kako je Pekom lepo? Nikoli jim ne zmanjka kruha. Ko bom velika, bom tudi jaz spekla kruh. Kaj si rekla? Ko bom velika, bom tudi jaz spekla kruh. Pa ti sploh veš, kako se dela kruh? Ne, ne vem.
Pridi, te bomo naučila. Moko, vodo, sol in kvas boš vzela, skupaj boš zmešala in boš testo dobila. Testo boš gnetla in gnetla. Potem ga vzhajat boš pustila. Si zapomnila? Vzeti mora malo moke, malo soli, vodo in zmešam. Na kvas si pozabila. Še malo kvasa dam noter, zmešam in upam, da je to vse. Ne prav vse, zdaj testo znesti moraš še. In gnetem, zgneteno je testo, mar ne? Sedaj dovolj je dela, testo vzhajat gre. Kaj to pomeni, da testo vzhaja? A se kaj čudnega dogaja? Majhni mehurčki nastanejo v testu in testo naraste, postane rahlo. In če ga potipamo, je čisto mehko. Takšnega damo v peč, na vročino pravo, da se bo spekel kruh za skorjico rjavo. Super, zdaj znam speči kruh. Ko bom velika, bom pekovka. Tako lepo, nisi pa povedala, kaj te je prinesla sem? Skoraj bi pozabila. V žemljici sem našla prstan. Morda ste ga vidva izgubila. Prstan? Ne, nisem ga jaz izgubil. Mi dva prstanov sploh ne nosiva, testo bi se nabiralo za njimi. Morda pa je bil prstan že v moki in sva ga gnetla v testo, ne da bi sploh opazila. Mogoče pa res. Mogoče pa je mlinar, ki je mlel to moko, izgubil prstan. Najbolje, da ga vprašam, kje pa se gre v mlin? Kar po tej poti pojdi, naravnost. Najlepša hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Tale smrklja ne ve, kam se gre v mlin. Speljala bo v poti in ji vzela tisti prstan. Vi sploh veste, koliko denarja bi dobila za takle pepstan. Takšne dragocenosti niso za otroke. Komaj čakam, da jo dobim. Tja se gre v mlin. Jaz pa bom tole obrnil, da bo šla tja. Že gre, skriva se. Kaj pa je zdaj to? Mlin? Zakaj pa je tega obrnjeno narobe? Otroci, v katero smer se gre v mlin? Ja. Seveda, to je narobe obrnjeno. Dober dan, gospod mlinar. Dober dan, gospod mlinar. O, kaj pa je to? O, punčka, za danes pa si prepozna. Zakaj prepozno? Kdo prej pride, prej melje. Za danes imam dovolj pšenice. Jutri lahko zmeljem to. Se nisem prinesla pšenice. Zakaj ne boš povedala resnice? Kakšne resnice? Nisem prinesla pšenice. A, nisi prinesla pšenice, kaj pa koruzo? Ne, Ajdo, ne, ječmen. ne. Jaz peli že vodo na svoj mlin, po kaj si prišla? Prišla sem, ker sem našla prstan. Jo, kako pri vas je pota, se še komaj slišiva. Kaj praviš, naj dolgove izbrišava? Lahko ustavite mlin? Da si mi dolžna cetin? Zmanjšate že ta hrup. Takšno ropotanje je vse posod, nič ne slišim, bolje da slišam in... Koliko praviš, da si mi dolžna? Nič nisem dolžna. V žemljici sem našla prstan. Morda ste ga vi izgubili. Ne, ni moj, čigav bi bil, to mora malo premleti. Po mojem je ta prstan že bil v pšenici, pa ga mlisi kamni niso zmeli in je prišel cel v moko. Pojdi k kmetu, on mi ponaša pšenico, tukaj pa so v mlinu. Povej
Nasvidenje. Prej nisma dobila, zdaj pa boma. Tale smrklja misli, da je kmet izgubil prstan. Prav briga me, če je res. Lisičil jo bom in se bom samo preoblekel v kmeta. Najprej pa vrživa pravega kmeta v koš. Kmet! Ej, kmet! Kaj? Vidimo, sem kmet. Joj! Dober dan, je kdo doma? Pozdravljena, jaz sem kmet. Dober dan, gospod kmet. Željeli bi vprašati, ali ste vi izgubili zlat prstan? Jo, to je moj pepston. Je pa nesramen tale kmet. Nekaj se mi zdi narobe s tem kmetom. A je to sploh pravi kmet? Seveda, to je trgovec, ki se je preoblekel v kmeta. Ej, trgovec, Kaj? pridi nazaj takoj. Ne, Dajte mi prstan. ne, Dajte mi ga nazaj. ne. Kaj je? Kaj pa je zdaj to? Hvala, da si me rešila. Danes sem v žemljici našla prstan. Morda ste ga vi izgubili. O, Jezusna Marija, to je moj prstan. Spomladi, pšenico sejal sem. Požel sem jo srpom jesene. Takrat se je izgubil je prstan, ki meni veliko pomeni. Posod sem iskal ga, obupan. Brez volje se je že začelo, a ti mi prineseš moj prstan. Zaplešiva skupaj veselo. Hvala, kako te že ime? Ana sem. Hvala, Ana. Kaj naj ti dam za hvala? Čakaj malo. Izvoli. Tole vreče pšenice ti dam. Najlepša hvala. Nasvidenje. Adijo. Gospod Mlinar, kje ste? A že spet spite? O, mladenka, Prinesla sem pšenico. Bi mi prosim zmeli moko iz nje? a moko bi rada, pa tako povej, daj mi pšenico, jutri jo bom zmlel. Tukaj pa ti dam vrečo najboljše krušne moke in srečno pot. Najlepša hvala. Nasvidenje. Gospod Pek, kje ste? Tukaj smo. Prinesla sem moko. Bi mi prosim spekla kruh iz nje, doma ni niti skorice več. Seveda, saj točno to počnemo peki. Pečemo kruh. Poglej, da ne boš čakala, vzemi kar tale hlebček. Sveže pečen. Najlepša hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Trgovca, kuku, kje sta? A se skrivata? Vaju je sram? Kmetu sem vrnila prstan in bil je zelo vesel. Vrnila si ga? Škoda. Zakaj škoda? Če bi ga dobila midva, bi ga lahko bi mi dala za veliko denarja. Samo za denar se vama gre. Mislite, da lahko vse prodata? Seveda, vse se lahko proda. In vse se lahko kupi. So reči, ki niso za prodati. Čisto vse, kar imamo, je le to, kar drugim damo. Tako, in zapomnite si. Čisto vse, kar imamo, je le to, kar drugim damo. In ne smeta več lagati. Drugače bo vsem povedala, kakšna sta in nihče več ne bo želel kupovati pri vama. Kaj? To pa ne. Potem bomo mogla zapreti trgovino. Jaz sem samo tega, ne. Nikoli več ne bova lagala. Bomo videli, adijo. Ana, kje pa si? Tukaj sem. Povsod sem te iskal, kje si bila? To pa je dolga zgodba. V žemljici sem našla prstan in iskala sem, kdo ga je izgubil. In veš, kdo je bil? Ne. Kmet, ki je sejal žito. In kmet mi je v zahvalu dal
peč. Šla sem k mlinarju, ki jo je zmel moko, potem pa sem moko nesla v pekarno, kjer sem dobila hlebec kruha. Vse to si naredila. In veš, kaj sem se še naučila? Kaj? Odkot pride kruhek? Pa dober tek. Daš moko, malo vode, kvas, posoliš, zmešaš pa je. Super. Kaj pa kekse, znate peč? Ja, krasno. Jaz imam tako rada kekse, a veste, kdo jih še ima rad? Božiček. Božiček. Pa veste, da danes pride Božiček v Jarenino? 2-krat, najmanj. A mislite, da je še kje blizu? Ja. A ga pokličemo? Ja. 1, 2, 3. Božiček! Nedli ste to, ne bo slišal, on ima že sivo brado. Gremo močno in glasno. 1, 2, 3. Božiček! To je vse? Še! Božiček! Je dober dan, Božiček! Kaki lepi Jareninčani. Dober dan, otroci. Sem prav prišel v Jarenino. Ste gledali predstavico? Vam je bila všeč? Ste vi tudi že našli kakšen prstan? Kaj pa, če bi ga našli, kaj bi napravili? Vrnili ga bi, ne? Dobro. No, otroci, odkot pa prihaja Božiček vam? Severnega pola. Kako pa pride? S sanimi pa letečimi jelenčki. Sanmi pa z jelenčki. Pa poznate katerega jelenčka? Rudolf, pa tisti, ko imajo rdeči nos, ne? Pa še katerega? Kaj pa Nikota? Mali jelenček, ne? No, vidiš, skakača, tekača, kometa, plesača, to so vse jelenčki, ki pomagajo Božičku, da pride do vas.
Kdo pa pomaga Božičku delati darila? Palčki. Palčki, seveda. Kdo pa mu kuha? Palčke. Ne? Jeti. Gospa Božičkova, ne? Ona mu skuha. Tako da ni lačen. Otroci, povejte mi, bo Božičko mogoče kdo kaj zapel? Je med vami kakšen junak? Ja. Ajde, pridi. A zdaj si pa požal. Je kdo? Kdo bi zapel Božičko? Jo, pride. Ne bo danes junaka, dobro. Bolj pa povejte, zakaj pa pride Božiček? Darila prinese. Komu pa prinese darila? Ja, pa katerim otrokom? Ta pridnim otrokom. Kaj pa tistim, ko niso pridni? Prinese. Ampak mora obljubiti, da bodo naslednje leto bolj pridni. No, zdaj pa le pridite bliže Božičko. Ampak še prej vam bom nekaj povedal. Po tej predstavi bo pod lipo božičkovanje. Tam boste naredili snežake, jaz pa se vam bom tam tudi pridružil. Velja? Zdaj pa pridite bliže, da bomo razdelili ta lica.